K odprtju zeliščarskega centra in postavitvi zdravih temeljev za načrtovano povezovanje zeliščarjev so poleg občine in izvajalcev bistveno prispevali projektni partnerji: Zagrebško turistično in gasilsko društvo, Društvo Sonček ter novomeško mizarsko podjetje. Ob 15 zeliščnih gredah so tako med drugim poskrbeli tudi za zgledno urejeno vstopno točko, namenjeno predelavi in trženju zelišč, izobraževanju ter delavnicam. To je kar velika investicija. Potem smo uredili tudi 7 hektarjev zemlje v samem Zagrebškem logu. Urejene so bile poti, energijska točka, mostovi, klopce in tudi vrt pred Rangusovo hišo. Ureditev zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije, vredna 200 tisoč evrov, je bila v višini 40 tisočakov sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glavnino denarja je tako prispevala škocjanska občina. Verjamem, da bodo te sredstva, katerih je občina vložila, dolgoročno tudi upravičevale ta znesek in seveda, da bo to neki dolgotrajni razvoj na področju tudi tega socialnega podjetništva. Vesel sem, da se je v to zgodbo vključil Društvo Sonček. Njihovi uporabniki, ki so zbrane na odprtju navdušili s krajšo igro in jim za nameček v pokušino ponudili zeliščni sok in pecivo, so namreč v Zagrebškem logu z veseljem dejavni že zadnjih nekaj mesecev. Super, da ni mesta, ampak da je narava, ki ti da marsikaj dobrega, da se nas to sprejeti. Tukaj vidimo možnost, da naši pridobijo na samozavesti, na svoji samopodobi in se čutijo zadovoljne, sproščene in da so nekaj vredni. Ker lahko tudi tukaj oni pokažejo sicer na svoj način, ampak pokažejo, da nekaj znajo in da nekaj zmorejo. Zaradi vključevanja ranljivih skupin so nad zeliščarskim centrom jugovzhodne Slovenije navdušeni mnogi, tudi na kmetijskem ministrstvu. Mislim pa, da je današnji dogodek res odličen primer dobre prakse in da se bodo tudi lahko iz drugih predelov Slovenije marsikaj naučili na tem projektu. V zeliščarskem centru s poudarjeno socialno, povezovalno in tržno vlogo so se že odvile prve izobraževalne delavnice za različne starostne skupine. Vtisi pa, kot pravijo, so bili enotni. Navdušeni, veseli in želeli so tudi, da se to ponovi oziroma da se nadaljuje. Možnosti izobraževanja je veliko, od odraslih do otrok. Tudi recimo prostor je idealen za upravljanje kakšnih naravoslovnih dnevov, za osnovne šole, za vrtec, da pride, da se spozna z naravo. Svoja znanja pa bodo v centru z izjemnim turističnim potencialom seveda lahko nadgrajevali tudi sami zeliščarji.